Jaz sem Miha Škorjanc, sem prišel iz Kopra vam predavati glede demence, natočneje glede Alzheimerjeve bolezni. Jaz sem magister biopsihologije, ukvarjam se z zdravim življenjskim slogom. Vegan sem zdaj 8 let. A se me sliši v zadnji? Malo boljše? Pa tako? Ok. Zdaj tole predavanje je ful specifično, ne? To nima nobene veze z veganstvom na prvo roko, ampak je bolj namenjeno, ne vem, starejši populaciji, mogoče za vaše sorodnike, oziroma za vse nas, ne? Ker pač vsi imamo žile in jih želimo imeti zdrave celo življenje, ne? Ateroskleroza ni dobra stvar. No in ta demenca, o kateri jaz danes govorim, je Alzheimerjeva bolezen in od vseh demenc, ki jih imamo, jih je približno 70% Alzheimerjeve bolezni. Zdaj, jaz vam bom na začetku predstavil razne mehanizme pri nastanku bolezni, potem prehranska preventiva bolezni in pa potencialna terapija za zaviranje napredovanja te bolezni za tiste, ki jo že imajo, ne. Jaz bom na koncu demonstriral tudi en test za diagnostiko Alzheimerja, pa če imate kakšno vprašanje, z veseljem na koncu odgovorim, ne. Ok. Kdo je na tej sliki? A je kdo že kdaj videl to sliko? Ne? No, to je prva oseba z Alzheimerjevo boleznijo, vsaj formalno opisana. Gospa je prišla leta 1901 v frankfurtsko norišnico in pregledal je psihiater z imenom Alois Alzheimer, ne? In on jo je opisal, da je taka blodnjava, pozabljiva, neorientirana, prestrašena in sumničava ženska, ki ne more več opravljati hišnih opravil. Na tej sliki je bila stara 51 let. Ne? In potem, ko je gospa umrla, čez par let, je ta Alois Alzheimer, ki je bil hkrati psihiater in nevropatolog, je naredil obdukcijo in prav to je Alois Alzheimer. Na obdukciji je opazil različne amiloidne plake, to so te levo, pa razne pentlje, neurofibrillarne pentlje po vsem možganskem korteksu in hkrati je opisal tudi določene aterosklerozne spremembe po celi možganebini. No in danes, 100 let kasneje, mi imamo podatke iz epidemioloških, korelacijskih pa eksperimentalnih študij, ki močno povezujejo Alzheimerjevo bolezen, se pravi, ko rečem AD, to je to, z žilno boleznijo, ne? Ok, kaj je na tej sliki? Žile. Eden je rekel, odsvrti te onion rings. Ja, to je prerez intrakranialnih arterij, se pravi, znotraj možganskih žil. In to so v bistvu žile starostnikov, ki nimajo demence, ne? So žile proste, omogočajo pretok krvi in kaj pa to? Ja, no to so pa možganske arterije starostnikov z Alzheimerjem, ne? In so zamaščene z maščobo, holesterolom in po domače aterosklerotičnim plakom, ne? To v bistvu onemogoča pretok krvi, saj v bistvu ni treba posebej poudarjati, ne? To je jasno iz slike. Ok, a ima kdo kako idejo, zakaj je žilno zdravje pomembno za delovanje možganov? Kaj? Kisik. Aha, to vedno rečejo, kisik. Ja, v bistvu kisik, to je hranilo, ne? Za možgane, pa tudi za vse ostale telesne organe. In ja, v bistvu ta slab pretok krvi zaradi te se pravi, ta slab pretok krvi vodi v bistvu v hipoksijo in posledično atrofijo možganovine, se pravi živcev, in na dolgi rok to povzroča izgubo bele substance, to je to belo, kar povezuje levo pa desno hemisfero. Potem širjenje ventriklov, ne, možgani so vedno bolj
oziroma ta možganski prostor je vedno bolj zasičen z likvorjem, živčnega materiala je pa vedno manj. In v bistvu se ta možganska tekočina zadržuje in se akumulirajo določene škodljive snovi, se pravi, na tako vnetno okolje se ustvarja. Okay. Potem imamo tu visok krvni tlak. Ta v bistvu pri starostnikih, pa tudi pri mlajših, povzroča takšne manjše lakunarne kapi. To so te pikice na sliki, ko je v bistvu oseba doživela možgansko kap, pa v bistvu je ostala asimptomatska. Ljudje ne vejo, da so imeli možgansko kap. To so take manjše kapi. So sicer prave, ampak so navadno spregledane. Mi jih opazimo recimo pri tam enih 25% starostnikov, ima te lakunarne kapi, pa niti ne ve. Zdaj, te kumulativni učinki slabega pretoka krvi v bistvu igrajo ključno vlogo pri nastanku in potem napredovanju Alzheimerjeve bolezni. Se pravi, tole na sliki je hipokampus, to je spominski center možganov, se pravi ta okrog limbičnega dela možganov. Tle naj bi bili shranjeni vsi naši spomini, ampak to ni čisto tako preprosto. Pač spomine mi imamo po celih možganih, pač vse živčne mreže, ki so utrjene, to so vse spomini, ampak okej, recimo, da so spomini najbolj skoncentrirani v hipokampusu, še posebej v desnem za kak prostorski spomin, pa tako. No in se pravi, hudo aterosklerozo v tem predelu hipokampusa, ki je bil prej na sliki, najdemo pri približno polovici oseb, ki imajo Alzheimerjevo bolezen. Se pravi, oni imajo te žile, ki prehranjujejo predel hipokampusa, več kot 60% okluzirane, se pravi zabite. Pretok krvi je onemogočen. Zdaj, tisti starostniki, ki pa nimajo Alzheimerjeve bolezni, teh ima pa samo recimo 20% to medialno cerebralno arterijo zabito, kot je na tej sliki MCA. In zaradi tega nekateri raziskovalci predlagajo, da bi se Alzheimerjeva bolezen uvrstila med primarno vaskularne motnje, ne več med nevrodegenerativne. In če bi se to zgodilo, kaj je to, dobra ali slaba novica? Matevž pravi, da je dobra, okej. Namreč, zakaj je dobra? Ateroskleroza, takšna kot je vsaj do neke mere reverzibilna. Odvisno, v kateri fazi uvedemo intervencijo, ampak do neke mere je sigurno reverzibilna. To so v 90-ih letih, pa tudi pol kasneje, preverjali z različnimi rastlinskimi dietami, blizu veganski, ampak ni čisto isto, bom pa razložil, zakaj ne. In ta nizkomaščobna rastlinska dieta obrne potek srčno-žilnih bolezni, vsaj pri večini udeležencev raziskav, in to brez uporabe zdravil za zniževanje holesterola. Okej, a je to kaj uporabno pri preventivi AD? Kaj mislite? Ja? Okej. Ne vemo, moramo pogledati v raziskave. Zdaj tako, da bi ocenili učinek zoževanja možganskih žil pri nastanku AD, so 4 leta spremljali 400 bolnikov z blago kognitivno motnjo. To je tista predstopnja Alzheimerjeve bolezni, nujna predstopnja pravzaprav. In v tej študiji, ki je bila objavljena v reviji Neurology, so primerjali bolnike z začetno, se pravi to bolj levo, z napredovano, na sredini pa z hudo aterosklerozo, to čisto na desni. In v bistvu so ugotovili, da hujša kot je bila ateroskleroza, pogosteje je njihova blaga kognitivna motnja, potem napredovala v polno demenco. In zdaj kaj pa obratno, a lahko zniževanje holesterola za tiste, ki že imajo Alzheimerjevo bolezen, a lahko to zmanjša kognitivni upad. No in v tej študiji so 2 leti spremljali 300 takih bolnikov
in so primerjali tiste, ki niso prijeli farmakološkega zdravljenja svojih vaskularnih dejavnikov, tisti, ki so prijeli delno zdravljenje, pa tiste, ki so prijeli polno zdravljenje žilnih dejavnikov. Ne? In v bistvu so na koncu te 4-letne študije ugotovili, da več dejavnikov, kot je bilo zdravljenih, manj je bilo kognitivnega upada pri teh posameznikih starostnikih. Ne? No in zakaj je to pomembno, kar jaz razlagam? Do sedaj sta bili v nevrologiji aktualni dve poglavitni, vsaj v osnovi poglavitni teoriji za vzrok Alzheimerjeve bolezni. Prva je ta klasična hipoteza amiloidne kaskade, ki implicira nalaganje teh vnetnih amiloidnih plakov v možganih. In potem ta druga hipoteza vaskularne disfunkcije, ne? Ki v bistvu implicira to hipoperfuzijo, ne? Slab pretok krvi v možgane. No in danes vemo, ko se pač študira te posamezne mehanizme, so v bistvu opazili, da te dve teorije nista medsebojno izključujoči. Namreč žilna bolezen požene začaran krog, v katerem se ti aterosklerozni plaki prispevajo k nastanku amiloidnih plakov in obratno. Ne? Zdaj sami kristali holesterola, to je te krogci, ta CM, ne? Oni v bistvu prispevajo k strjevanju teh palčk, ne? Amiloidnih fibrilov. Zdaj večkrat se omenja tudi akumulacija raznih težkih kovin, ne? Se pravi železa, bakra, aluminija v možganih kot vzrok za AD, ampak to je očitno problematično samo v primeru povišanega holesterola. Zdaj, odrasli posamezniki, ne? Tisti, ki imajo v srednji odraslosti, ne vem, od 40 do 60 let, povišen holesterol, v tej študiji je bilo to nad 6,5 mmol na liter skupnega holesterola. Oni imajo, potem ko so stari nad 70 let, 3-krat višjo verjetnost za AD, ne? Neodvisno od genov. Zakaj genov? Leta 90 oziroma v 90-ih letih so odkrili gen ApoE4, ki je najbolj povezan z nastankom Alzheimerjeve bolezni. In če mi imamo en tak gen, ali od očeta ali od matere, je tveganje povišano za 3-krat. Če imamo pa dva taka gena, od očeta in matere, je pa tveganje povišano za 9-krat. No in najvišjo frekvenco tega gena ApoE4 so našli v Afriki pri Nigerijcih in v nevrologiji obstaja pač en termin, se reče nigerijski paradoks. Zakaj? Zato, ker te Nigerijci, ki imajo najvišjo frekvenco ApoE4 gena, imajo eno najnižjih prevalenc Alzheimerjeve bolezni, ne? In niso v bistvu vedeli zakaj, ne? In pa so se vprašali, kaj je pa funkcija tega gena ApoE4, in v bistvu so ugotovili, da gre za primarni prenosnik možganskega holesterola, ne? Zdaj, tradicionalni Nigerijci, to so tisti, ki živijo na podeželju, ki ne živijo v mestih, oni se prehranjujejo z eno tako nizkokalorično, nizkomaščobno dieto, sestavljeno pretežno iz žitaric, stročnic, zelenjave, gomoljev z nizkim vnosom živalskih maščob. No, potem, ko so te isti Nigerijci s temi hudimi geni v bistvu migrirali v ZDA in prevzeli zahodni lifestyle in dieto, ne, potem se je pa njihova prevalenca Alzheimerja povišala za 5-krat, ne, se pravi, ni vse v genih, ne. Okay. Zdaj, ekspresija tega gena ApoE4, ki ima različne funkcije v fiziologiji, je v veliki meri odvisna tudi od krvnega holesterola. Se pravi, holesterol, ki potuje po naših žilah, ki je v bistvu obložen v naši žilni ovojnici. To bo v veliki meri determiniralo, kaj se bo zgodilo z navodili, ki jih nosi ta gen ApoE4. Ne? In 20 let so v bistvu spremljali 1000 odraslih posameznikov in prisotnost enega tega gena je povišala verjetnost za Alzheimerja za 2-krat. Prisotnost visokega holesterola je pa povišala verjetnost za Alzheimerja za 3-krat, neodvisno od genov. Ne? In pri posameznikih, ki so imeli 2 gena ApoE4, se pravi od mame in očeta, se je njihova 10-kratna verjetnost za Alzheimerja znižala na 2-kratno, če so znižali holesterol. Zdaj tako, ne? Genov mi ne moremo spreminjati, to je determinirano, to je jasno, forever.
lahko pa spremenimo dejavnike tveganja. Ne? To je pa tisto, kar v bistvu potegne na petelina. Ne? Se pravi, mi imamo pištolo, imamo metke, ne? To so geni. Zdaj, da bojo pa ti metki izleteli ven iz pištole, moramo pa pritisniti na gumb, ne? In to naredi okolje, to naredi naše vedenje, to naredi naš življenjski slog. Tako. In zdaj, če vas vprašam, a ima kdo idejo, kako sama ateroskleroza, ki v bistvu pogubi večino zahodne populacije v visoki starosti, kako ona sploh nastane? A ima kdo kako idejo? Nima? Ok. V redu. Ponavadi ljudje rečejo kajenje, stres, ne, pa tako. Ja, vse to je res. Zelo pomembno je, če kadiš, ne, za aterosklerozo, koliko je nekega stresa v fiziologiji na dolgi rok, tega kroničnega stresa, tudi tega nizkofrekvenčnega, ne, ta low-grade systemic inflammation, se pravi vnetje, potem koliko smo tudi aktivni, če imamo diabetes, če imamo visok krvni tlak. Vse to so dejavniki tveganja za nastanek ateroskleroze. Zdaj, dejanski vzrok za aterosklerozo je pa holesterolna disfunkcija. Ne? Ta je nujno potrebna za formulacijo teh žilnih plakov. Ne? Zakaj to vemo? Zato, ker če skupni holesterol, še posebej LDL holesterol, ostane dovolj nizek, se v bistvu plaki na stenah žil ne morejo formirati. Ne? V bistvu ni zadostnega materiala, da bi prišli do tistih čebulnih obročkov, ne, ko smo jih prej videli, ko so bili čisto zabiti. Ne. Ok, in kaj v bistvu poviša holesterol? Pravijo nezdrav življenjski slog. Ja, zagotovo, ampak od tega največjo težo pri tem pripomore nezdravo prehranjevanje. In to daleč najbolj, ne, za holesterol. In pretežno rastlinojedim organizmom, to, kar smo ljudje, ne, se pravi zajci, primati, ljudje, to smo pretežno rastlinojedi organizmi. No, v taki fiziologiji se zgodi, da če te posameznike, to vrsto hranimo z transmaščobami, nasičenimi maščobami, prehranskim holesterolom, v bistvu zlahka takemu posamezniku zvišamo holesterol. Ne? To je čisto laboratorijsko preverljivo. No in kje se zdaj to nahaja? Te tri stvari se nahajajo predvsem v jajcih, v mesu, v mlečnih izdelkih, pa tudi rastlinskih oljih, se pravi vsa živila živalskega izvora in pa seveda ultraprocesirani izdelki rastlinskega izvora. Ne? Te so tudi grozni za aterosklerozo, ampak danes to ni point. Okay. Zdaj, najnevarnejši pri nastanku te Alzheimerjeve bolezni je pa v bistvu oksidiziran holesterol. To so pa v bistvu oksisteroli, ki pač nastajajo v različnih metabolnih procesih in nahajajo se v bistvu tudi vnaprej, ne? Se pravi v živalskih izdelkih, ki so bili toplotno obdelani. Ne? Tam je ogromno oksidiziranega holesterola, še posebej, če so ti izdelki bili dolgo časa v nekih konzervah, na nekih mestih, ne? Da so imeli čas oksidirati, tam je v bistvu ogromno tega oksisterola. Ne? No in to se nahaja v največjem deležu recimo v perutnini, v ribah, klobasah, jajčnih praških, maslu, siru. No in ta oksisterol je v bistvu 10 do 100-krat bolj toksičen od navadnega neoksidiziranega holesterola in zlahka prečka krvno-možgansko pregrado. No in potem tam povzroča vnetje, pa celične poškodbe, pa disfunkcijo žilcev in v bistvu se pridno nalaga amiloid, ne? To, kar je v bistvu marker Alzheimerjeve bolezni. Zakaj vemo, da je to dvoje povezano? No, to je ena posmrtna študija posameznikov, ki so imeli Alzheimerjevo bolezen, pa so potem umrli, ne? In to z zeleno je količina oksidiziranega holesterola v možganih starostnikov z začetno Alzheimerjevo boleznijo, oziroma brez demence, ne? Ta v sredini z začetno Alzheimerjevo boleznijo in ta na koncu z napredovano Alzheimerjevo boleznijo. Ne? Se pravi, to zagotovo drži, ker so to posmrtne študije. Ne? Ti Alzheimerja ne moreš diagnosticirati definitivno za časa življenja, to je možno samo na obdukciji. Ok, in če mi tega ne želimo, ne, te grozne bolezni, ki v bistvu
za katero umira vedno več ljudi v zahodnem svetu, imamo na voljo preventivo. Ne? No in zdaj ta nevrodegeneracija in z njo povezan kognitivni upad, ki predhodi Alzheimerjevo bolezen, no ta se začne že desetletja pred nastopom AD. Ne? Zdaj na grafu imamo najstništvo, pa 20, pa 30, pa 40, ne? Že upada. Ne? To je verjetno tudi malo povezano z upadom različnih kognitivnih sposobnosti, ne? Ker pač to je bilo merjeno na MMSI, oziroma MMSE, to je pač en klinično-psihološki vprašalnik, ki meri kognitivne sposobnosti in itak upadajo čez čas, ne? Ampak recimo tam, kjer pa imamo bolj jasen kognitivni upad, recimo pri starosti, ne vem, 60 let, ko nastopi ta blaga kognitivna motnja, tam se pa začne bistveno hitreje zmanjševati ta skor. Ne? Ljudje vedno slabše imajo kognitivne funkcije in ene 3 leta v povprečju po nastanku blage kognitivne motnje se pojavi Alzheimer. Ne? Tako, zdaj na tem grafu vidimo, so v bistvu narisane te neurofibrilarne pentlje in te amiloidni plaki. Ne? In v bistvu so ugotovili, da jih najdemo kar pri tretjini 40-letnikov, ne? Te amiloidne plake in pentlje, in pri polovici 50-letnikov, pa pri 3/4 60-letnikov. Ne? Se pravi, te histološke spremembe, histopatološke spremembe, ki se v bistvu že zdavnaj prej začnejo dogajati, pa niti ne vemo, ne? Temu v bistvu sledi potem to funkcionalno, ne? Ta funkcionalni upad, ko struktura izda funkcijo, ne? In nastopi ta blaga kognitivna motnja, ki pri starosti 70 let prizadene približno četrtino populacije. Ne? In potem ta motnja do 75. leta napreduje v polno demenco pri polovici obolelih za to motnjo. Ne? Zato moramo z preventivo začeti že zelo zgodaj. Okay. Vsak posameznik ima v telesu oziroma tako v celicah 10 milijard kilometrov DNA, ne? Te dvoverižne vijuge z dednim materialom in histonski proteini, okrog katerih se ta DNK navija, v bistvu skrbijo za to, da se ne razplete, ne? Da ostane kompaktna in da upravlja svojo funkcijo. In pri tem jim pomagajo različni encimi, imenovani sirtuini, ki v bistvu utišajo nekatere gene, neke take metabolne presežke, skladno seveda z ontološkim razvojem. In sirtuinska disfunkcija je v bistvu ena izmed osnovnih lastnosti AD, ne? Pa tudi drugih bolezni. In v bistvu posmrtne študije so razkrile, da je v bistvu izguba te sirtuinske aktivnosti močno povezana z nastankom oziroma z akumulacijo amiloidnih plakov in neurofibrilarnih pentel. In v bistvu te, kot sem že rekel, ne, sirtuini v bistvu utišajo oziroma sirtuini aktivirajo ene take molekularne poti, ki v bistvu možgane v končni fazi v kliničnem izidu usmerjajo stran od formacije plakov ali pentel. Ne? So kot eni čistilci na molekularni ravni. No, glikotoksini, to so pa v bistvu snovi, ki zavirajo to sirtuinsko aktivnost, ne? In v bistvu pospešujejo procese staranja. In v bistvu nastajajo kot posledica metabolnih procesov, še posebej pri sladkorni bolezni, pa seveda preko zunanjega odnosa, recimo ocvrta hrana, pa meso, pa sir, pa cigarete, ne? Tam je ogromno glikotoksinov. In mehanicistično gledano, višji kot je vnos teh glikotoksinov, večja atrofija možganov in hitrejši je kognitivni upad. Ne? Ok, zdaj vedno več inštitutov, pa organizacij, medicinskih organizacij pač priznava oziroma razglaša, da je povišan krvni holesterol vzrok ateroskleroze. Ne? Nekateri pravijo, da ne, ampak to ni splošno mnenje v znanosti. In zdaj, če mi ne želimo ateroskleroze, moramo preprečiti njen nastanek. In kako to naredimo? Preprosto epidemiološko, da pogledamo, ne, kdo je
se pravi, kdo je imel aterosklerozo ob smrti, ne, in kak je bil v tem času njegov LDL holesterol. No in potem nam to da zelo jasen podatek o tem, kakšen naj bi bil ta naš skupni krvni holesterol, ne. Mi Slovenci merjamo to v milimolih na liter, se pravi, če vam na izvidu piše, da imate holesterol pod 4 milimola na liter, potem verjetno tam ni ateroskleroze, ne, v žilah, verjetno ne, ni pa to angiogram. Ne 5, sicer kot vam piše na slovenskih izvidih, to so še stare smernice, ampak mora biti pod 4 skupni totalni holesterol, ne. Zdaj, če mi že imamo aterosklerozo, kot jo žal večina odraslih posameznikov že ima, jo moramo prav tako znižati na 4 milimola na liter. In v bistvu v zahodni družbi, ne, to se pravi Amerika, Evropa, ta razviti svet, povprečen odrasel vsejedec, se pravi oseba, ki se prehranjuje deloma procesirano, mešano dieto, ima v povprečju 5,4 milimola na liter skupnega holesterola. Zdaj tisti, ki ukinejo meso, ne, ki ne jejo več mesa, vegetarijanci imajo v povprečju 4,6 milimola na liter, se pravi, tudi oni ne pridejo pod tisti 4 milimola na liter, ki v bistvu obljublja, da ne bo ateroskleroze, ne. No pa imamo pa tle vegane, ne, to so pa tisti, ki ne uživajo nič živalskega izvora, pa verjetno tudi nekaj procesiranih živil, no ampak kljub temu imajo skupni holesterol v povprečju 3,7 milimola na liter, ne, to je po ameriških 150, ne, in nižje, ne. No, oni pa pridejo po to mejo, ne, in če v bistvu celo življenje to ohranjajo, potem so verjetno varni pred nastankom srčno-žilnih bolezni. Zakaj to vemo? Bom pokazal na naslednjem grafu. Se pravi, več mesa, kot ena populacija konzumira v zahodni družbi, večja je prevalenca AD, ne, korelacija je 1, ampak to je zaenkrat še samo epidemiologija, ne vemo, če je to vzrok ali posledica. Kljub temu pa imamo nekaj nakazil, da bi lahko to vendarle še kako zelo držalo. Namreč pri adventistih iz Los Angelesa, ki pač pregovorno so vegetarijanci, ne, zaradi vere, ne zaradi drugih razlogov, je enostavno ta izločitev mesa iz diete, ne, se pravi tisti adventisti, ki 30 let niso konzumirali nobenega mesa, so imeli 3-krat nižjo prevalenco Alzheimerjeve bolezni v primerjavi s tistimi, ki so jedli meso zgolj 4-krat na teden, ne na dan, na teden, ne, se pravi tisti, ki jejo vsak dan malo še veliko hujšo prevalenco Alzheimerjeve bolezni, ne. Ampak kljub temu, ne, tudi če nisi bil 30 let vegetarijanc, ne, vidimo na tem grafu, nekdo ni konzumiral mesa nekaj časa, ne, verjetno pa v preteklosti, je imel skoraj tako zelo dobro verjetnost, da ne bo Alzheimerja kot tisti, ki je bil vegetarijanc 30 let, ne, se pravi, se splača v to vlagati z tega vidika. Ok, gremo naprej. Tako, in pa v bistvu so se vprašali, ne, če ne smemo jesti mesa, pa olj, pa drugih živalskih produktov, kaj pa pol sploh jesti, ne? Ti moraš živeti, ti moraš jesti, ti moraš prejemati neka hranila, ne moraš iti kar na post, ne? Saj post bi najboljše pomagal za žilno zdravje od vsega, ne? Ampak od posta umremo, vse to vemo. No in v bistvu ta raziskovalna skupina z Washingtona je v bistvu na enem simpoziju strukturirala en tak prehranski oziroma življenjsko složni smernice za preventivo Alzheimerjeve bolezni. No in v bistvu so ugotovili, da so se kot posebej zaščitne za Alzheimerjevo bolezen pokazale polnozrnate žitarice, ne. To so vsa žita, vse moke, če hočete, ki niso imele odstranjenih vlaknin, ne, se pravi, ki so cela zrna, ne. Lahko izmeljamo magari, ampak samo, da so cela zrna, ne, da niso luščena, tako je beli riž čisto luščen od svoje lupine, ne. Polnozrnate žitarice. No in zato, ker imajo toliko veliko vlaknin, pa tudi teh zlahka topnih vlaknin, ki so še boljše, v bistvu pomagajo izločati iz telesa presežke holesterola, ne, preko črevesja seveda in tudi druge presežke različnih hormonov, ki pomagajo pri raznih karcinogenih mehanizmih. Ok, potem imamo tle polifenole. No, to se nahaja predvsem v sadju in zelenjavi. V tej študiji so spremljali 8 let 1800 starostnikov in v bistvu so ugotovili, da
konzumacija sadno-zelenjavnih sokov, vsaj 3-krat na teden, jaz bi rekel še boljše smutijev, ker vsaj ohranimo vlaknine, je zmanjšala verjetnost za AD za 75%, se pravi več kot tista izločitev mesa, prej, ki je bila pač 60% nižja verjetnost za AD. Ne? Potem imamo tle antocijane. Antocijani so eni taki tudi polifenoli z antioksidativnim potencialom in se nahajajo predvsem v rdečkastih živilih. Pa to niso klobase, ampak rdečkastih živilih rastlinskega izvora. Se pravi, jagodičevje, rdeče grozdje, rdeče zelje. No in ti antocijani imajo v bistvu tako lastnost na molekularni ravni, da v bistvu se zlahka absorbirajo v krvni obtok in v bistvu celo presežejo krvno-možgansko pregrado, ne, ta, ki varuje pred raznimi nevrotoksini, da ne pridejo v možgane. No, te antocijani uspejo pride dejansko v možgane in seveda tam antioksidativen učinek. Zakaj? Zato, ker potem seveda zmanjšujejo vnetje, te oksidativne procese zmanjšujejo, neutralizirajo te toksine, ki so zagotovo v vsakih možganih, širijo žile in v bistvu lajšajo pretok krvi. To je zelo lepo opisano na tej shemi, ampak ne bomo šli v mehanicistične detajle. Potem imamo tle nitrate. Nitrati se nahajajo predvsem v pesi, pa v zeleni listnati zelenjavi in po zaužitju, ko mi to pojemo, se pretvorijo v dušikov oksid, nitric oxide. To je v osnovi zelo močan vazodilatator. Osebe, ki imajo recimo angino pectoris, pa ki jih stiska pri srcu, imajo te napade, kaj oni dobijo? Nitroglicerin, to je nitric oxide. In v bistvu jim v trenutku omogoča širjenje žil in potem bolečina popusti, ker te koronarne žile niso več v konstrikciji, niso več sploščene. No, se pravi, ti nitrati potem izboljšajo pretok krvi v možgane in to se še posebej odraža v predelu tem eksekutivne, ta premotorna area, ki v bistvu skrbi za izvršilne funkcije. Vsaj v tej študiji se je tako pokazalo. No in po 6 tednih konzumacije tega pesinega soka, ki je poln z nitrati, v kombinaciji z aerobno telovadbo, se pravi, te starostniki so mogli se tudi gibati, ne samo sok piti, je prišlo dejansko do nekih nevroplastičnih sprememb v povezljivosti njihovih možganskih regij. Zdaj, sama telovadba brez tega dodatka nitratov pesinega soka pa ni izboljšala možganske povezljivosti, vsaj ne signifikantno. In zdaj malo epidemiologije. Se pravi, več neprocesiranih rastlinskih živil starostniki pojedo, boljše so njihove kognitivne sposobnosti. To še posebej velja za sadje in zelenjavo. Zelenjava je recimo bolj povezana z ohranjanjem izvršilnih sposobnosti, pa hitrostjo percepcije, pa semantičnim spominom. Medtem ko sadje se je izkazalo bolj povezano z ohranjanjem prostorske orientacije in z epizodnim spominom. Potem imamo tle začimbo kari, verjetno poznate iz indijske kuhinje. Kari, verjetno zaradi kurkume, pa tudi drugih začimb, vsaj epidemiološko gledano, zniža verjetno za blago kognitivno motnjo za 50%. Potem redna konzumacija zelene listnate zelenjave upočasni kognitivni upad za 2 leti. Potem redna konzumacija, redna konzumacija tegale, jagodičevja, upočasni kognitivni upad za 2 leti. To je vse epidemiologija, ne vemo, če je vzrok ali posledica ali samo korelacija. Potem redna konzumacija oreškov upočasni kognitivni upad za 2 leti. Kaj pa to? No, tle so pa večinoma nasičene maščobe, no, te pa se pretežno nahajajo v mesnih in mlečnih izdelkih, no, te pa pospešijo kognitivni upad za 6 let. Tako da, če vse to uživamo, kar sem zdaj naštel, se glih izide, ampak najboljše je pa ne tega uživati, seveda. To so vse epidemiološki podatki, to smo opazili, se povezuje, ne vemo pa, če je vzrok in posledica. Kaj pravijo intervencijske študije? Se pravi, imamo mi grupo posameznikov z Alzheimerjevo boleznijo, jih postavimo na različne diete ali pa saj damo navodila, kako naj se prehranjujejo,
In spremljamo čez čas, koliko se je do diete držal, kakšni so bili klinični izidi glede demence. No, verjetno ste slišali za mediteransko dieto, ne? Ok, mediteranska dieta je, vsaj tradicionalna, je tista, ki vključuje veliko sadja, pa zelenjave, pa žitaric, pa stročnic in oreškov in malo mesa in mlečnih izdelkov. Ja, tudi ribe vsebuje, ampak pridemo do tega. In ta dieta, mediteranska dieta v bistvu zmanjša tveganje za AD, upočasni kognitivni upad in podaljša življenje bolnikov z že diagnosticirano AD. Se pravi, nekdo, ki je že bolan, bo kasneje umrl, če se prehranjuje z mediteransko dieto. Okay. No in v tej študiji so spremljali 12 let 200 takih posameznikov in pol po 10 letih so šli pogledati, koliko je ostalo živih tistih, ki so se mediteranske diete striktno držali. In so v bistvu ugotovili, da je ostalo živih kar 55%. Dobra polovica je ostala po 10 letih živa. Kaj pa tisti, ki se niso držali te diete, ki so jedli bolj procesirano, pa z malo več živalskega izvora hranili, no, tistih je pa umrlo 90%, samo 10% bilo še živih po 10 letih. Se pravi, bila dvakrat višja smrtnost za tiste, ki so imeli Alzheimerja in v navezavi na dieto. Okay. No in potem so šli proučevati različne dele te mediteranske diete. Vsaka dieta je večtirno zdravljenje, večtirna intervencija, veliko mehanizmov naenkrat prisotnih. In v bistvu so statistično izračunali, da vnos rib in alkohola ni prav nič prispeval k preživetju v tej študiji. Zdaj sam vnos zelenjave pa razmerje med živalskimi in rastlinskimi maščobami, no to je pa signifikantno podaljšalo preživetje. Torej iz te študije bi lahko sklepali to, da bolj kot je ta dieta rastlinska, bolj smo zaščiteni pred AD. In tudi če imamo, bo pač preživetje daljše. Ok, pa imamo tle en zelo zanimiv oziroma nevaren krvni marker, imenovan homocistein. No, če ga mi imamo nad 14 mikromola na liter, imamo dvakrat višjo verjetnost za Alzheimerjev bolezen, kot pa če ga imamo v mejah normale. In zdaj njegova razgradnja poteka s pomočjo 3 vitaminov, to bo kolega bolj še vedel, folata, vitamina B6, vitamina B12. In v bistvu, če imamo mi visok ta krvni homocistein, ki je v bistvu patološki, potem verjetno imamo pomanjkanje enega izmed teh 3 vitaminov. Lahko pa je tudi zaradi previsokega vnosa aminokisline metionin. No, ta se pa v zelo visokih vrednostih nahaja recimo v ribah, v mesu, v jajcih, v mleku in nekoliko manj v rastlinskih proteinih. No in ljudje po 50. letu starosti imajo zaradi slabega intrinzičnega faktorja v želodcu težave z absorpcijo vitamina B12 iz prehrane, ker je pač zapleten v te živalske proteine. Zato je za njih veliko bolj varen način vnosa suplementacija. Se pravi, vitamin B12 v izoliranju obliki 1000 mikrogramov na dan za ljudi nad 60 letom starosti. Oziroma, tako bom rekel, pomanjkanje folata, ki je pa drugi vzrok za visok homocistein, no to je pa veliko bolj razširjen problem tudi med mlajšimi. Zakaj? Zato, ker večina populacije ne konzumira zadosti vlaknin, pa stročnic, pa zelene listnate zelenjave, ker je ogromno folne kisline, tega folata, vitamina B9. In zdaj, v bistvu, polnovredna rastlinska dieta, se pravi ta, ki je neprocesirana, seveda z dodatkom vitamina B12, tako predstavlja odlično strategijo za zmanjševanje krvnega homocisteina in ga že po 7 dneh zniža za 20%, dolgoročno celo 50%. In nižji kot je ta krvni homocistein, manjša je možganska atrofija in počasnejši je kognitivni upad. Ok, in eno kratko upozorilce za vse kolege vegane. Tu seveda ne govorimo o hedonistični veganski prehrani, kar katerikoli, se pravi tele Oreo keksi, ki so slučajno veganski. Govorimo o neprocesirani rastlinski dieti z ustreznim vnosom kalorij, z odgovorno suplementacijo, mogoče kasneje še kaj več o tem, pa za širokim naborom različnih skupin rastlinskih živil, neprocesiranih žitaric,
stročnic, takole, oreškov, semen, sadja, zelenjave, alg, gob, pa seveda suplementov. Torej v bistvu to, to nas bo varovalo pred Alzheimerjem, ne tele Oreo keksi. Tako. Ok, to je glede preventive. Zdaj, tako, kaj pa za tiste, ki že imajo Alzheimerjevo bolezen, če imate babico, detka, whatever, a za njih tudi veljajo ta priporočila, kaj pomaga? Ja, seveda pomaga, smo videli v tisti mediteranski študiji, da so živeli dlje. Torej, ista prehrana za te paciente, kot za preventivo, in seveda na to dodamo različne fitofarmake. Bom zdaj povedal, katere. Jaz sem se deloma s tem ukvarjal pri moji magistrski nalogi. Se pravi, fitoterapija. Ok, 1 čajna žlička kurkume na dan po 12 tednih zmanjša nevropsihiatrične simptome AD za 70%. In to brez neželenih stranskih učinkov. V redu, ja, ta študija je bila majhna, samo 3 udeleženci, ampak je imela pozitivne učinke. Ok, potem imamo eno malo bolj močno študijo, ki je bila randomizirana, placebo kontrolirana. 30 mg žafranovih nitk na dan, zato pravijo, žafran je drag. In res je drag, ker pejte si pogledati v trgovino, koliko stanejo te žafranove nitke. Po 4 tednih obrne kognitivni upad pri začetni AD. Bolnikov se dejansko izboljšajo kognitivne funkcije. Ravno toliko kot 10 mg donepezila na dan. In to brez slabosti, bruhanja, omotice in utrujenosti, ki jih ponavadi povzroča donepezil. Potem 20 mg žafranovega ekstrakta na dan po 9 tednih začne zavirati kognitivni upad tudi pri napredovalni obliki AD. Ravno toliko kot 20 mg memantina na dan. Brez zaspanosti, zmedenosti, padcev, ki jih ponavadi to zdravilo povzroča. Potem imamo tle aromaterapijo z eteričnim oljem melise. To damo, recimo, to eterično olje damo 2-krat dnevno na obraz in na roke, tako da oseba voha in po 4 tednih to zmanjša vznemirjenost, agresivnost, kričanje in umaknjenost pri hudi obliki demence. Ravno toliko kot antipsihotiki, ampak te povzročajo še zraven sedacijo, socialni umik, zmanjšajo aktivnost, tako da niso najboljši za posameznika. Ok, a kdo od vas misli, da je AD možno obrniti, ko ga že enkrat imaš? Ja? Ok, ta kolega tudi misli, v redu, ne vemo, to je naša pobožna želja. Ampak dr. Dean Ornish je oče medicine življenjskega sloga v Ameriki. On je v 90-ih letih že obrnil srčno-žilno bolezen, pa diabetes tipa 2, pa raka na prostati, pa veliko drugih bolezni oziroma patoloških stanj. No in zdaj bo poskušal še z Alzheimerjem. No in v njegovem domačem San Franciscu poteka prva randomizirana študija, ki bo pokazala, ali lahko ta zdrav življenjski slog, vključno za polnovredno rastlinsko dieto, obrne začetno obliko AD. Zdaj rezultatov še ni, bo na voljo približno čez 3 leta, do takrat jo pa izvajajmo sami. V redu. Ok, zdaj pa glede te diagnostike, ki sem na začetku omenil. Poslabšanje voha je lahko eden izmed začetnih znakov Alzheimerja. In ta se pojavi že v začetni predklinični fazi, še pred samim kognitivnim upadom. In v bistvu obstaja en preprost test, na podlagi katerega lahko z ene 92% verjetno natančnostjo potrdimo, ali ima oseba, če so te možgani z Alzheimerjevo boleznijo ali ne. Ok, jaz rabim enega prostovoljca. Kdo je tle najstarejši? Naj kar sem usede. Vse se hecam. Ja? Super, ok, kar. Ja, je bila kar izžeta, ne? Ok. Zdaj bom prvo par stvari vprašal. Kar bliže se osete. Kar bliže, še. Tako da smo v parku na klopci. Ok. Takole. Zdaj me zanima. Ali ste prehlajena?
Ok, imate obe nosnice proste? Ja, ok. Zdaj bi vas jaz prosil, da bomo tole malo dolžili. Da zaprete oči, ok. Si pokrijete eno nosnico z prstom, pa proti meni se obrnete, prosim. Tako, ja, bravo. In počasi v miru dihajte skozi nos. Ok, tele je meter, ok. Tele je pa arašidovo maslo. In ko bo gospa zavohala von arašidovega masla, bo rekla stop. Ok? Tako. Nastavimo enih 50 cm, pa gremo počasi gor proti nosni votlini. Ja? Ok. Počakamo par sekund, pa drugo nosnico. Ne? Ok. To je bila desna? Ok, hvala lepa. Ok. Takole, ne. Gospa je bila slab testni subjekt, ne. V tej študiji, se bom pokazal rezultate. Zakaj? V tej študiji so v bistvu primerjali, kako dobro vonjamo skozi levo pa desno nosnico, ne. Leva nosnica ipsilateralno oživčuje levo hemisfero, desna desno in se ne prekriža, tako kot druga čutila, ne, nevrološko gledano. In v bistvu v tej študiji so ugotovili, da tisti, ki so imeli Alzheimerja, ne, so na levo nosnico vohali bistveno slabše, ne. Je bila ta dolžina peanut butterja je bila 3-krat krajša od tiste na desni, ne. In to je v bistvu kazalo eno tako, v bistvu že kar klinično atrofijo leve možganske hemisfere, tega olfaktornega centra za voh. In v bistvu pri gospe se to nič ni pokazalo, zato ker ne vem, zakaj je z desno slabše vonjala, verjetno ja, kakorkoli. Ja, ne vemo, ne. Pač v tej študiji se pokazalo, ne, da tisti, ki so imeli to levo nosnico slabše v bistvu oživčeno, so imeli Alzheimerjevo bolezen, ne. In če imate nekoga, za katerega sumite, ta ima pa Alzheimerja, ne, lahko izvedete ta test, zato sem jaz to vsem prinesel, ne. Ok, zdaj ste se ta trik naučili. By the way, arašidovo maslo, ne, to ni samo za diagnosticirati Alzheimerja, ampak je tudi za jesti, ne. Je odličen nadomestek nezdravih maščob, ne. Vi samo, ko jo kupite, gledajte, da je brez dodanega sladkorja, pa hidrogeniziranih olj in je super stvar. Ok. Za več informacij o zdravem prehranjevanju in o preventivi tudi drugih kroničnih bolezni, obiščite moj alma mater, nutritionfacts.org. To je dr. Michael Greger. Če ga še ne poznate, ga lahko spoznate, pa bo super izkušnja. Ok, prinesete se lahko tudi njegovo aplikacijo za Android in iPhone. Jaz sem v bistvu to prevedel v slovenščino, sem še ni updateal, ampak bo čez nekaj časa. No, ta aplikacija vam pomaga pri načrtovanju zdravih obrokov v vsakdanjem življenju, ne, ti treba zdaj razmišljati, kaj že moram jesti, kakšne obroke naredim, ne, vse je v tej aplikaciji, ne, so te kljukice, ne, se zvečer usedeš, pa pogledaš, če si jih zadev vsaj polovico, ne, idealno seveda vse. Za tiste, ki pa ne razumete angleško, pa priporočam knjigo od dr. Michaela Gregerja, Kako ozdravimo z hrano. Hvala lepa.